Večkrat v našem jeziku uporabljamo besede in besedne zveze, s katerimi naj bi opisovali naše občutke, ampak v bistvu na tak prikrit način obtožujemo in okrivljamo druge osebe. Govorimo o psevdoobčutkih. Kaj so psevdoobčutki? Psevdoobčutki so v bistvu občutki, ki so pomešani z našimi mislimi in interpretacijami. Kadarkoli bomo začeli stavek s čutim, da si, čutim se, čutim, da me, je zelo velika verjetnost, da bomo govorili o psevdoobčutkih. Pa si poglejmo nekaj primerov. Čutim, da me izigravaš, čutim se izigranega, čutim, da manipuliraš z mano, čutim, da me zajebavaš, čutim, da si totalen kreten. Pomembno je torej, da psevdoobčutke razpoznamo in da znamo razlikovati med psevdoobčutki in čistimi občutki. Kaj so pa čisti občutki? Na primer žalost, bolečina, radost, ganjenost, frustracija, navdih. Naši čisti občutki so torej vezani na telo in nam pomagajo opisati doživljanje znotraj naših teles in obenem nam lahko pomagajo, da se povežemo z našimi potrebami. Namesto da bi rekli, čutim, da me izigravaš, si lahko pomagamo 4 koraki nenasilne komunikacije in rečemo: ko vidim, da si mi naložil dodatno delo, me v bistvu frustrira. Pomembno mi je spoštovanje naših delovnih okvirjev in te prosim, če se lahko dobiva jutri na sestanku ob 12 in se o nadaljnjem sodelovanju pomeniva. Kako ti je to? Ko izrazimo svoje čiste občutke brez interpretacij in obsodb, nas bodo drugi lažje razumeli.